Mario Veliki, zdravo. Boštjan še večji, zdravo tebi tudi nazaj. Po višini ne. Nisi 2 metra ti visok? Nisem. Dobro, te pa sem ne zaenkrat še veliki. Dosti večji od mene. Mimogrede, je zate še prava? Ja, je. To je, ampak bomo rekli prava pot. Sem na svoji poti, ki jo smatram za pravo, ampak to lahko šele določimo. Ko nekaj naredim, ko nekaj izdam, pa pogledam za nazaj, pa vidim, če je prav ali ni prav. To je edino. Ampak zaenkrat je prava. Sedaj si nazaj z novo skladbo, intimno skladbo, naslovljeno Ni Boga, v malo drugačnih, bolj udarnih plesnih ritmih. Res je, ravno to je tisto, kar sem se spraševal, ali lahko naredim pesem, ki je meni všeč, ali mora biti nareda pesem, ki je ljudem všeč. In sem se odločil, da bom testiral, teda sem naredil pesem ravno s tem namenom, da vidim, če lahko naredim to, ali me bojo linčali. Tako da sem se odločil izdati pesem v taki udarni elektronski obliki, ker sem to želel, enostavno sem moral testirati to. Glede na to, da se pogovarjava, te niso linčali? Ne, tako bom rekel, da je pesem je drugačna, ni tista klasična radijska, ampak je ravno ta drugačnost zaenkrat od mojih najbližjih poslušalcev, teh, ki me spremljajo že od začetka, bila dobro sprejeta in je to zame prava pot. Je pa zanimiv kraj, kjer je nastala skladba. Ja, to je res. Mislim, to je bilo pač v službi. V službi se me je to dotaknilo. Ta pesem je šla čez mene in enostavno sem si jo mogel nekaj zapomniti, mogel sem jo zapeti nekam in sem se spravil na WC, stranišče, in sem se zaprdal in sem si jo v telefon zmrmral od začetka do konca, da je ne pozabim. Tako da ja, nastala je na stranišču. V službi. Ni Boga je naslov, kot sva že prej omenila. Koga oziroma kaj nagovarja s tem naslovom? Ja, čisto to ni neka ateistična pesem v stilu, da ni Boga, pa da jaz to zagovarjam, da ni Boga. Sam dejansko verjamem v Boga. Ampak je bilo bolj tisto, nekaj sem slišal, nekaj se me je dotaknalo in tisto prvo, kaj je bilo, ojoj, kakšna situacija, pa ni Boga, da se rešiš ven iz tega. In tisto je bilo, čakaj, ni Boga, pa mi je začelo klikati. A lahko v taki neizhodni situaciji prosiš Boga, da ti pomaga, ali je to nekaj, kar moraš sam prehoditi pot, pa ti mogoče Bog samo pomaga najti pot. Tako sem se v tistem trenutku začel to spraševati in mi je bilo, ker to mislim, da bo naslednji projekt. Je potem to na nek način skladba za iskanje rešitev? Ja, bi lahko tako interpretirala dejansko. Ima pa skladba tudi video, ki je posnet v enem kadru? Posnet je v eni lokaciji, ni pa to tisti one taker, ker sem se eno mogel na koncu dodati neki element presenečenja, tako da sem ga rezal, ampak je posnet en kader je, samo temna garaža, policijska luč oscilira in to je zaradi tega, ker nimam nekega budžeta in sem se mogel znajti, kako poceni narediti neki video spot, tako da je garaža temna in ena policijska luč. In Mario seveda v kadru? Zaenkrat je Mario Veliki v kadru. Ali pa mogoče Bog, samo da se ga še ne vidi. Bo pa pesem tudi del EP-ja, ki ga pripravljaš za september? Ja, res je. Ni Boga je torej prvi singl albuma EP, torej te male plošče. Protopija se imenuje in septembra izide vseh 5 komadov. V avgustu bom izdal še drugi singl z naslovom Sanje, tako da to je del tega nekega opusa Protopija, ki ga želim predstaviti v septembru. Pomeni pa enostavno, da vsak dan probaš se izboljšati malo. Težko si je postaviti neke cilje in jih samo gledati, ampak če si postaviš, da lahko vsak dan daš eno nogo pred drugo, potem se nekako te cilje ali pa želje, ki jih imamo, uresničijo. Bo pa se sedaj tudi uresničilo, da bova skladbo poslala našim poslušalcem, zato Mario Veliki, Ni Boga. Odlično, zelo bom vesel tudi kakega feedbacka od vaših poslušalcev, zelo me zanima njihovo mnenje in bom absolutno zelo vesel, če mi bojo pustili kak komentar ali pa kako sporočilce, z veseljem odgovorim.
žene, uslišane so le strani rumene, ne ni slike druge, samo leti. Meniš mi zdrav razum, ko Salvador Dali. Ti leti, samo ti, in so poti, kako znova se zgraditi. Ej, mala, ne, to ni ovira, svet se mi brez tebe podira. Ej, mala, bolj ti to izvira, spomni se, kaj sva iz njega pila. Ne mine